kako je lepo osvetljena armaturna plošča. Vidiš, in tole niso pikce, ampak drobne Mercedesove zvezdice. In prva stvar, za katero se mi zdi, da jo moraš vedeti v povezavi z EQA-jem. Ključ imam v žepu, hodim proti avtomobilu. Kljuke so se ven postavile. Oho, zvezdica. Mimogrede, poglej to. Kako je lepo osvetljena armaturna plošča. Vidiš, in tole niso pikce, ampak drobne Mercedesove zvezdice. In tudi detajli, ki so že po dnevu precej atraktivni, po noč izpadajo še čist malo bolj drugače. Glih toliko, da stvari ostanejo zanimive. Poglej recimo, kako izgleda tale turbine zračnik. Pa z razlogom sem šel snemat, ker je zunaj tema, slučajno je zjutraj, ampak zato da ti nekaj stvari v praksi pokažem. Recimo, čakaj, ti mene sploh vidiš? Hey Mercedes, it's dark in here, could you turn on the lights? Pa ko se avto s tabo pogovarja, takrat sodeluje tudi ambientalno osvetlitev. Katere barvo, lahko seveda menjaš glasovno, da ne rabiš zdaj iskati v meniju, kje vse naštimo. Recimo, hey Mercedes, change ambient lighting to blue. Okay, I'm changing the color. In ko avto s tabo govori, se to pozna tudi pri ambientalni osvetlitvi. Pazi to. Hey Mercedes, could you tell me what weather is going to be like today? Today it will be partly cloudy in Ljubljana with a low of -4 and a high of 13 degrees. Ljubljana. Model. Torej, za mano gledaš Mercedesov drugi največji električen avtomobil. Ta prvi je seveda EQS, ki ga nisem imel priložnost sprobati. Dajmo se ga lotiti celostno. Torej, kaj zdaj to? Je to družinski ali je poslovni avtomobil? Valjda je lahko oboje. Dolg je, dajmo reči, okrog 5 metrov. Prostor in udobje, ki ga nudi, bi znala ustrezati, družini pa poslovne že tudi. In prva stvar, za katero se mi zdi, da jo moraš vedeti v povezavi z EQA-jem, seveda podobno oziroma enako drži tudi za EQS-a, je to, da je ta reč za mano izredno inteligentna, da zna tehnologijo uporabljati na tako napreden način, da te vsake toliko časa, pa se zdaj že nekaj dni družim z njim, kar preseneti. Konec koncev zna meriti tudi kakovost zraka okrog avtomobila, da ti veš, po kakšnem sranju ali pa krasnem okolju se voziš, in seveda zna ta zrak, res ti bom zdaj to kmalu pokazal, tudi prepucati s posebnim filtrom, da EQA zna postaviti marsikakšen ščit, ne samo v primeru trka ali pa v primeru posredovanja asistenčnih sistemov. Tudi luft iz nas pucati. Če takole naredimo, evo, zunaj v tem trenutku kakovost zraka, dajmo reči, zmerna. Tele vrednosti gre lahko precej visok. V Mariboru en dan recimo je bilo 126-127, v tem trenutku zjutraj v Ljubljani BTC 16-17-18, pa tudi nizko do 3-4-5-6 je šlo, recimo včeraj čez dan. Vklopljeno je ioniziranje, zmanjšati je sposobno tole količino mikrodelcev žveplovega dioksida in dušikovega ioksida oziroma drugih vonjav, pa lahko tudi kabino vdišavaš po svoji želji, ampak jaz recimo to pustim običajno izklopljeno. In seveda si obveščen tudi, kako kakovosten zrak je tukaj znotraj. V tem trenutku je tale vrednost 1, kar pomeni, da je precej v redu. Pa se konkretno, stisnem pauzo, pa si preber, mi gremo pa naprej. 3, 4. Pa če sem že prej par besed o merah povedal, pa o tem, da je dolg praktično 5 metrov, dajmo reči malo manj, je prav, da ti pokažem še kufer, pa da smo s tem pol upravili. Za 430 litrov ga je. Je pa res, da je tale odprtina limuzinsko majhna. To vedno pri testu v limuzinah povemo, ne? Da je ta odprtina ozka pa majhna, ampak čisto resnic v realnem življenju. Če le nisem prevažal za res ekstremno velikih predmetov, je bilo to zame vedno čisto dovolj. Je pa med EQA-jem pa EQS-om ena ključna razlika, in sicer EQS se mu odpre še šipa in je dostop vseeno bistveno lažji, ampak tudi tole tudi približno ni švoh. Je pa res, da tukaj večino časa pol vidiš, se veš, torbe za kable. Madonna, dajmo zdaj to noter. Pink. Zapremo. Pa zdaj tudi vidiš, kako je svetlobno telo razpotegnjeno čez cel zadek. Mimogrede, gre za izvedenko EQA 350, Firmatic seveda. Pa dokler se sprehajamo zunaj, seveda je ta avto aerodinamično učinkovit, se mi zdi, da je količnik upora tam okrog 0,24, kar je dobro, tudi približno nerekordno. Zato poskrbi tudi z različnimi aerodinamičnimi rešitvami, recimo s praktično popolnoma zaprtim sprednjim delom. In tukaj takoj butnemo ob naslednji highlight tega avtomobila, brez skrbi
pridemo pa tudi do kabine, to so žarometi. Digitalni žarometi so nekaj, na kar je Mercedes lahko upravičeno ponosen, zato ker so sposobni marsičesa. In ko rečem marsičesa, ne mislim samo učinkovito osvetljevanje ceste, tudi tukaj imam en klip za pokazati. Poglej, kako osvetljuje okolico in ob tem izvzame avtomobil spredi, da ne motiš voznika. Ali pa recimo poglej, kaj jaz ugasnem avto, kakšne vrste projekcije luči, tako malo za šov vržejo tjale spredi na steno. Opa, dežek pada. To, da dober svet, da zna po noč kar malo dan narediti, to zna veliko dobrih avtomobilov, ne. Zna pa tudi projicirati različne signale oziroma sporočila v pomoč vozniku kar direkt na cesto. Jaz recimo tega nisem uspel posneti, dam pa par sekund enega Mercedes promo klipa, s pomočjo katerega boš zelo dobro razumel, zakaj točno gre, koristno. Pa tudi za pogledati so ti žarometi kar krasni, se veš, detajli so ena stvar, ki jaz zelo cenim in tukaj jih je pri tem avtomobilu na pretek, ne samo zunaj, seveda tudi v kabini. Evo, zdaj smo se lotili žarometov, pa dajmo reči, da smo z videzom upravili toliko, da vam prepuščam ene vrste sodbo ali pa mnenje, ki je seveda povsem subjektivna. A se tebi tale EQE zdi privlačen avtomobil? Se ti zdi skladen? Kakšno je tvoje mnenje? Za EQS-a sem recimo rekel, da moram priznati, da mi vizualno ni najbolj všeč, mogoče pa nisem navajen takšnega oblikovnega pristopa. EQE se mi zdi precej podoben, je pa res, da je oborožen s parimi res lepimi detajli, ko pride do oblike recimo s temi hudimi platišči, ampak se ve, kako zbereš, kaj zbereš, kako ga opremeš, moraš imeti nekaj okusa. Oseba, ki je tega specificirala, se je odločila za krasna platišča. Meni so recimo zelo všeč. Pa danes zjutraj, ko sem vstal, sem posnel še nekaj na temo glasovnega upravljanja. To sem omenil tudi že v atmosferskem podcastu, pa tudi posem nagonsko, zelo pogosto izkorišču. Software je izredno dober, napreden, marsikaj mu lahko poveš, večino stvari ti odgovori, pa tudi ustreže, kar je fajn. In to je tudi en varnostni element, če mene vprašaš, da ne rabiš vsega iskati pa šlatati, pa to, ker vemo, koliko smo proti temu, ne, pa koliko pogrešamo klasične tipke. Veliko se da z glasom narediti, ampak mora biti software, ki to podpira, dober. Tukaj ni idealen, je pa zelo napreden. Hey Mercedes, play Bluetooth podcast. Would be interesting. Yeah. Like, what if you opt in for that? Like It's high mathematical probability. Turn off the lights. I'm switching off the light for you. Thank you. You're welcome. Ok, zdaj pa cajt, da se lotimo kabine. Takole, evo. Aha, čak, ti bi se zdaj posodobil, kako posodobitev programske opreme več približno 10 minut. Ta posodobitev se zdaj lahko namesti, zato mora biti vozilo parkirano tako, da je varno in ne ogroža prometne varnosti. Med namestitvijo je treba vozilo zapustiti za približno 10 minut in v tem času ni dostopno. Kako to misliš? Točno ta posodobitev programske opreme izboljša odmrzovanje določenega majhnega dela vetrobranskega stekla z gretjem vetrobranskega stekla. No, zdaj smo mimogrede prišli tudi do umestnika in do tega, kako se avto zna oziroma se je sposoben posodabljati prek spleta, samodejno. V tem trenutku bi to trajalo 10 minut, ampak jaz bom pa tole pritisnil, opomni me pozneje, ker v tem trenutku snemamo vlog. Evo, zdaj je čas, da si ogledamo pa tale krasen kokpit. Tisti, ki Mercedesovo ponudbo malo bolj poznate, ali pa dajmo reči konkretno EQE, boste hitro ugotovili, da ne gre za izvedbo s tako imenovanim hyperscreenom, da ti razložim. V tem primeru gledaš še ne vrste klasiko, tako kot recimo, dajmo reči v S-klasi, z velikim pokončnim zaslonom tukaj na sredini in z krasno, zanimivo, z detajli, polno armaturno ploščo. Vidiš, to so te krasne majhne zvezdice. Ampak, če se pa odločiš za hyperscreen izvedbo, pa pomeni, da imaš ti zaslone od levega do desnega konca, da celotno to površino pokriva eno steklo, da imaš tukaj prvi zaslon, tukaj drugi večji položno obrnjen, pa tukaj še tretjega in vse skupaj deluje homogeno kot ena sama enota. Ti bom zdaj pripopal eno fotko ali pa kakšen video, da si boš lažje znal predstavljati. Zelo izstopa tudi seveda ambientalna osvetlitev, v tem primeru je avto pofarban na modro, razteza se od desnih oziroma levih vrat čez celotno armaturno ploščo, ne neha se pa tam, kjer jo gledaš v tem trenutku. Implementirana je tudi recimo v sedeže, tudi, dobro, zdaj je že malo preveč svetlo, tudi tale zadeva tukaj sveti v enaki barvi kot na armaturni plošči.
Pa še ena stvar, in to tudi približno ni novost, sploh ne pri Mercedesih, je to, na kakšen način ti navigacija pomaga z neke vrste umestitvami v živo na ti bom pokazal. Detalj, ki se mi zdi daleč najlepši, to je nekaj, ker Mercedes je že večkrat dokazal, da zna lepo narediti, to so zračniki. Tako imenovani turbinski zračniki, dva sta, eden v vsakem vogalu avtomobila, poglej na desni in pa tamle zadaj skrit še na levi strani. Pri klasičnih standardnih avtomobilih je Mercedes to rešitev začel kar malo puščati, recimo S-klasa je dobila take kvadratne, ne? To je tisto, kar nismo hoteli. Je to imel zelo lepo narejen, cabrio in tako naprej. V glavnem, pojmo naprej. Stvari, ki so me malo zmotile, recimo, ves čas sem čistil tale sredinski greben zaradi piano plastike, odtisov, prahu in tako naprej. Sem pa tja sem se zelo to, da sem kakšno stvar malo popraskal, sem se takole z nohti dotaknil, pa bi želel slišati kakšen drug zvok. Govorim konkretno za tale del, pa za tale, pa mogoče še kakšnega sem pa tja na armaturko, kam pritisneš, pa malo zaškri. All in all je pa to krasna, zelo, zelo tiha kabina. Pa zelo mi je recimo všeč, na kakšen način se armaturna plošča prelije, sem uporabil ta pravo besedo, v vrata. Hočem reči, da mi je zelo všeč tale prehod iz vrat na armaturno ploščo, konkretno tale zavoj. Zdi se mi, da je zelo lepo spretno narejen, kakovostno obdelan. In če gledam na ta kokpit skozi prizmo udobja, komforta, ga lahko zelo hitro izenačim ali pa postavim ob bok klasični S-klasi. Nekaj malega razlike je, ampak sedeži, udobje, ki ga ponujajo, seveda ponujajo tudi masažo v tem trenutku, no, mislim, da to mora biti del dodatne opreme. Ta masaža te razmontira na 100 različnih načinov, tako da je vožnja zares lahko še bolj prijetna. Tukaj noter se pač človek zelo dobro počuti, to sploh ni debate. Druga vrsta, predvsem v prostorskem smislu, ponuja, se mi zdi, da dovolj. Jaz nisem velik stric, prostora za kolena imam koliko 10-15 cm, za glavo prav tako, ne glede na to, da je streha steklena oziroma da gre za panoramsko rešitev, ko ponovadi odzame kakšen centimeter, no, jaz imam placa dost. Pa tudi sedeži druge vrste, vidiš, so greti, 3-stopenjsko, ampak dobro, to ni nekaj, ker avtomobilisti, tudi Hyundai, pa marsikatera druga znamka ne bi ponujali že zelo, zelo dolg časa. Gremo v prvo vrsto. Pa kabina ni samo komfortna, je tudi uporabna, odlagališče v resnici dovolj. Eno recimo tukaj je zelo veliko, kam tukaj očala, jabolk, selotejp, pa seveda še tole dvokrilno odpiranje, zelo globok predal, pa še en predal. Poglej, tukaj let spodaj, zelo velika površina, ki jaz recimo nisem uporabljal, si pa mislim, da tukaj lahko pustiš marsikaj. Poglej, ti še z tega kota pokažem, da si boš lažje predstavljal, kakšen je tale predal takole od blizu. Aha, vidiš, še eno elastiko ima, vidiš, lahko kaj spodaj zapneš. Pa kup enih takih manjših, dobro premišljenih detajlov, ki ti pomagajo upravljati z avtom ali pa stopati z njega konc koncev, ne? Ker sem jaz odprl vrata, se je volan dvignil, pa tudi sedež se je malenkost naprej pa dvignil, premaknil, zato da sem lažje ven izstopil. Zdaj bom pa avto zagnal, se bo pa volan spustil, pa sedež bo še tudi drobec nazaj. Takole. Si videl? Da smo pa ready to go. Pravilen položaj sedenja, merilnik je digitalno instrumentno viden dober, opomni me pozneje, spet mi hoče ponujati tale update. Ok, stopimo ven. Prej sem ti eno cifro že povedal, namreč 350. Gre za izvedenko, ko v osnovi stane, se mi zdi, da nekje med 80 pa 90 tisoč evri. Seveda pol dodamo še dodatno opremo, pa smo zelo hitro severno od 100. Logično, tako je pri takšnih avtomobilih. Zdaj, kaj pa to pomeni v pogonskem smislu? Poglej, kapaciteta, zmogljivost baterije je okrog 90 kWh. In Mercedes ob zmogljivosti švoh 300 konjev in električnem štirikolesnem pogonu obljublja ali pa navaja doseg švoh 600 ali pa dajmo reči 570-580 km, kar se seveda v praksi izkaže za dost nižjo številko čisto resnic. Ampak seveda to ni nekaj, kar bi bilo vezano samo na Mercedes. Še nisem srečal štromarja, ki bi dejansko izpolnil vse obljube o dosegu, kar pa ne pomeni, da sem imel jaz z EQE-jem v smislu dosega kakršnekoli težave, namreč range anxiety, ta nemirnost duha, ko voziš štromarski avto, se sem pa tja pojavil pri avtomobilih, ki ti ne zmorijo ponuditi dovoljenega dosega. V tem primeru to ni tako. 400 ali pa 400 plus pa z lahkoto sploh
če se veliko držiš izven avtocest. Jaz sem se pa vozil Maribor-Ljubljana konstantno in tudi v takšnem primeru moram glede na maso pa zmogljivosti porabo kar pohvaliti. No, masa je koliko? Se približamo 2,3-2,4 tone. Avto ni lahek, ampak z lahkoto Maribor-Ljubljana nazaj. Poraba je bila tam med 25, a pa dajmo reči 24 pa 26 kWh na 100 km. Če bi se pa loteval vožnje stran od avtocest, pa je zdaj še vedno razmeroma mrzlo. In z dvigom temperature je jasno, se potem tudi doseg mečken podaljša oziroma zraste. Tako da si čisto predstavljam poleten mesec, previdna, ekonomična vožnja, doseg 500 km. Ne bi smel biti problem, glede na to, da zdaj zlahka prebijem številko 400, praktično kadarkoli se tega lotim. Bi pa rad v tem trenutku poudaril še eno stvar, in sicer eno zelo delikatno temo, o kateri smo govorili na Instagramu. Namreč nabasil sem na eno ultrahitro polnilnico, ki ni delovala, pa ste se oglasili, kako pa smo pol pripravljeni na to elektromobilnost, če prihaja pa nič ne dela. Lej, drži, da vsi tisti ponudniki, ki so tako ali pa drugače vezani v svet elektromobilnosti, da imajo še zelo veliko za narediti. Po drugi plati pa, jaz recimo nisem lastnik električnega avtomobila, živim v bloku, kar pomeni, da najbrž nisem tudi idealna stranka, pa veliko se vozim na avtocesti. Ne? In ko ste izražali ves ta nemir pa zaskrbljenost, ja kako se infrastruktura ne sledi, moram povedati naslednje. Statistika, ki ni bila iz lufta potegnjena prav, in to je zdaj podatek, ob katerem sem jaz kar malo debel pogledal, da lastnik klasičnega avtomobila z motorjem na notranje izgorevanje, torej bencin ali pa dizel, na letni ravni več časa zaprav za logistiko pri tankanju, za tankanje samo, kot lastnik električnega avtomobila. Zakaj? Ker lastniki električnih vozil so običajno ljudje, ki, to je treba priznati, živijo v hišah in s polnjenjem nimajo dela. Ni to nekaj, s čimer bi si belili glavo. Torej, če furaš dizla pa bencinarja na letni ravni, v resnici za tankanje zapraviš več časa, logistike, konec koncev na nek način tudi denarja, kot lastnik električnega avtomobila. Pa dobro, ko že govorimo o polnjenju, največja moč le-tega je 170 kW na ultrahitri polnilnici. Doma oziroma kje drugod boš filil z 11 oziroma če boš doplačal 22 kW, počas, čez noč bo šlo. Pa še en nezanemarljiv podatek, Mercedes daje garancijo na baterijo 10 let oziroma 250 000 prevoženih kilometrov. To so kar številke, ne? Je treba priznati. V inteligenci smo spregovorili o vozni dinamiki, pa samo toliko, da bolj udobnega avtomobila prav zares že nekaj časa nisem peljal, s tem, ker mi je EQE ponujal na cesti izven športne vozne dinamike, katera seveda ni sposobna, saj to ni športni avto. Hočem reči, da s tem, ker mi je ponudil, sem bil izredno zadovoljen. Seveda bazira podvozje na zračnem vzmetenju, ki je prilagodljivo razmeram in te razvaja ne samo s tiho kabino, z mehkimi sedeži, z inteligentnimi sistemi, ki ti res malo do spred pa do zad ta avto pedena v praktično vseh pogledih. Tudi štirikolesno krmiljenje ima. Poglej, sem en dober klip naredil, da si boš lažje predstavljal, to sem že pri S-klasi kazal, kako vse skupaj izgleda. Torej, zadnja kolesa se pri nižjih hitrostih obračajo v kontrasmer, prvi za boljšo okretnost, pri višji hitrosti pa v enako smer, kot sprednja kolesa. To sem po mojem že taženkrat povedal, zato da je stabilnost ali pa ta smerna stabilnost v zavojih pri tudi potencialno športni vožnji še malo boljša. In glede na to, da je ta avto precej velik, precej težek, je občutek lahkotnosti izrazit. Nimaš nobenega pomisleka, ki je treba zapeljati tudi po kakšni zares tesni parkirni hiši. V bistvu moraš bolj paziti, da celo unga robnika na notranji strani ne povoziš, zato ko avto res dobro zavije. Pa stari toliko stvari je pri tem avto, zdaj gruntam, kva si pozabil, nož kaj pozabil povedati. Ne? Recimo, ti niti ne rabiš sprožati radarskega tempomata, ti avto pomaga tudi samodejnim zaverjanjem z, kot sem rekel, inteligentnim rekuperiranjem električne energije. Ko se približuješ rondoju, avto recimo samodejno upočasni. Avto sam zavira, da lahko varno zapeljem v rondo. In mi kaže, kje moram ven. Kakorkoli sem povedal, pa kakorkoli sem pokazal, se mi zdi, da sem naredil premalo tega, da bi ti pokazal, kako sposoben je avto nuditi eno tako res prijetno vozno izkušnjo. V mojo knjigo se bo EQE zapisal kot krasen avto za res
komforten sopotnik za vsak dan. Otroci so bili navdušeni, ves čas smo se z avtom tudi pogovarjali, pa ga sprašvali, pa je vice govoril, ki so bili seveda semi uspešni, zato ker konec koncev to je Nemc. Vemo, kako so Nemci s smislom za humor, ampak sem pa tja. Se je pa tudi ta mala do srca nasmejala, ne? A ne, od srca se je nasmejala, ne do srca. Kaj že which dog is a magician, labrakadabrador pa te fore. V glavnem, neki se je potrudil, no. Je nič? To je to, kar sem mu jaz zapovedal o Mercedesu EQE, o enem najbolj inteligentnih, udobnih, pa nasplošno prijetnih avtomobilov, ki bi bili sposobni nuditi en tak venček tehnoloških rešitev, pa tudi drugih, ki tako ali pa drugače skrbijo za dobrobit voznika. Ok, moram pa se avto nazaj peljati, pa se pa ti posodabli, če se hočeš. 1 ali pa 2 ure skup.